Primer moža, obtoženega umora noseče žene, je postal še bolj šokanten. Samo sedim tukaj zunaj svojo kavo in razmišljam o cenah programske opreme. To je bil Lee Gilley na LinkedInu, preden je postal obtoženec za umor leta 2024. Naslednji mesec naj bi šel na sojenje, a je nato izginil. Zdaj ga imajo oblasti na drugi strani sveta v priporu. Kako je lahko moški pobegnil iz države, medtem ko ga čaka obtožba za umor, za katerega je lahko izrečena smrtna kazen? Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Ni veliko obtožencev, ki se soočajo z obtožbami za umor, za katerega je lahko izrečena smrtna kazen in se lahko na sojenje pripravljajo doma. Zdi se, da Lee Gilley, po tem, kar je domnevno storil, ne bo več imel te privilegije. Oblasti ga imajo v priporu v Italiji. In kmalu vam bom povedal, kaj je povedal oblastem, ko so ga v Milanu odvedli na stran. Pogovorili se bomo tudi o nekaterih novih dokazih, ki so jih tožilci v zadnjih tednih predstavili proti temu očetu, ki je postal domnevni morilec. Preden pa se lotim vsega tega, vas želim seznaniti s tem primerom in s tem, česa je ta moški obtožen. Torej, to sta Lee in njegova žena Krista. Zdi se, da je to božično jutro pred leti. Družbena omrežja kažejo, da sta se ta par poročila približno leta 2017 in zdi se, da jima je šlo vse od rok. Iskreno povedano, Lee se je zdel zelo uspešen. Živela sta v čudoviti hiši v Houstonu in po podatkih LinkedIna je Lee delal v programski industriji. Kot veste, smo svetovalno podjetje za programsko opremo in pravkar sem pomagal prijatelju izbrati ponudnika programske opreme. Doma naj bi imel par tudi 2 otroka in pričakovala sta tretjega v letu 2024. Toda 7. oktobra 2024 se je vse spremenilo. Houstonska policija pravi, da so bili poklicani v dom para okoli 23:30. Ta klic je bil sprva prijavljen kot samomor ali prevelik odmerek. Lee je trdil, da je našel svojo ženo Kristo nezavestno. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer so jo razglasili za mrtvo. Ni izgubila le življenja, ampak tudi še nerojenega otroka. Krista je bila ob smrti noseča 9 tednov. Lee naj bi bil tisti, ki je poklical številko 911 in naj bi povedal, da je njegova žena odšla spat 3 ure pred njim, nato pa je šel v njuno sobo in takrat jo je našel. Sodni dokumenti navajajo, da je zdravnikom povedal, da njegova žena ni bila samomorilna ali uživalka drog. Zdi se, da je trdil, da nima pojma, kaj se je zgodilo z njegovo ženo. 2 mlada otroka pa sta bila prav tako doma, ko se je vse to domnevno zgodilo in je njuna mama izgubila življenje. Zdaj, čeprav policija pravi, da je Lee trdil, da ne ve, kaj se je zgodilo, oblasti zdaj razkrivajo resnico. Ta naj bi bila domnevno bolj pretresljiva, kot si je kdorkoli lahko predstavljal. Sodni dokumenti kažejo, da so bile Kristine poškodbe domnevno skladne z davljenjem. Zdravniki prav tako navajajo, da je Lee domnevno priznal, da sta se s partnerko prepirala tisto noč, ko je umrla. Ta par je sicer deloval, kot da imata popoln zakon. Tožilci pa trdijo, da je imel Lee v letih pred Kristinim umorom ter v dneh okoli njene smrti zelo zaskrbljujoče vedenje. O tem bomo govorili čez trenutek, ampak najprej bi rad povedal, kaj se je zgodilo po Kristinini smrti. Lee je bil aretiran 5 dni kasneje, policija pa ga je obtožila kapitalnega umora. Tukaj je, ko se je prvič pojavil na sodišču v Houstonu leta 2024 po poročanju KHOU TV. Sodnik je določil varščino v višini $1 milijon. To je veliko denarja, vendar je Lee uspel plačati varščino s poroštvom že isti mesec, ko naj bi ubil svojo ženo. Lee je od takrat na prostosti, vendar je moral nositi GPS sledilno napravo. Kako naj bi mu ta mesec uspelo zapustiti ZDA in priti v Italijo, je velik del te zgodbe in vključuje tudi tisto GPS sledilno napravo. In počakajte, da vam povem, kaj naj bi po poročanju povedal oblastem v Milanu, ko je prispel tja. Sodni dokumenti zdaj razkrivajo tudi, kaj se je dogajalo v domnevno popolnem zakonu v letih pred Kristino smrtjo. Prejšnji mesec so tožilci vložili dokument, v katerem so predstavili nekatere dokaze, ki jih nameravajo uporabiti na Leevem prihajajočem sojenju, in ta vsebuje nekaj šokantnih obtožb. Tožilci pravijo, da je Lee marca 2024, približno 6 mesecev pred Kristino smrtjo, domnevno objavil na Redditu, da mu je, citiram, dolgčas v zakonu. In ta moški, zdaj star 39 let, si je želel žensko študentske starosti za prijateljstvo z ugodnostmi. NATO tožilci trdijo, da je v dneh okoli domnevnega umora svoje žene 7. oktobra, na dan domnevnega umora Kriste, Lee kupil nov SUV Kia Telluride, ne da bi ona to domnevno vedela. Spomnite se, bilo je 23:30.
Tisto noč so houstonski policisti bili poklicani v njuno hišo. Potem pa je tu še 6. oktober, to je dan pred umorom Kriste. Tožilci pravijo, da sta dva prijatelja Leeja videla v lokalnem baru v Houstonu. In zdi se, da verjamejo, da se je obnašal nenavadno, ker pravijo, da je bil takšen tudi v pogovoru, ki so ga imeli z njim v baru. Lee je svojega mladega sina označil z žaljivim izrazom za ljudi, ki so istospolno usmerjeni. Potem dan predtem družinski člani pravijo, da se je Lee na zabavi, na kateri so bili, obnašal čudno. Ampak potem moramo res priti do vedenja, ki ga je Lee izkazoval po domnevnem umoru Kriste, kar bi tožilci lahko uporabili, iskreno povedano, kot napoved tega, kar je domnevno storil zdaj, ko je pobegnil pred svojim sojenjem. 8. oktobra, dan po umoru Kriste, tožilci pravijo, da je Lee trdil, da mu domnevno podtikajo in da je tarča. Po navedbah tožilcev je tudi trdil, da mora zapustiti državo. Lee je domnevno trdil, da mora to storiti, da poskrbi zase. Zdaj pa pojdimo na 10. oktober. Priče pravijo, da je Lee domnevno trdil, da mora zapustiti Houston. Tokrat je rekel, da se želi vrniti v svojo rodno Južno Karolino. Tožilci pravijo, da se je želel vrniti 12., kar je isti dan, ko je bil aretiran. Tožilci tudi pravijo, da Lee ni dovolil svojim otrokom govoriti s Kristino družino. Morda pa so najbolj obremenilne zgodbe, ki jih tožilci želijo uporabiti med sojenjem, iz leta 2023. Tožilci so leta 2023 trdili, da je imel Lee afero z žensko v San Diegu. Nato pa tožilci pravijo, da je med aprilom in majem 2025, torej spomnite se, to je bilo, ko je bil na prostosti o plačilu varščine, obtožen, da je ubil svojo nosečo ženo. Lee je stopil v stik z isto žensko, s katero naj bi imel afero, in pravijo, da je govoril o načrtih za pobeg v Mehiko ali druge dele sveta. Lee naj bi dejal, da lahko odstrani svoj GPS nadzorni zapestnik. Prav tako naj bi se s svojo domnevno ljubico pogovarjal o poroki in pridobitvi nove identitete. Domnevno je to žensko vprašal, ali pozna kakšno mehiško identiteto, ki bi jo lahko pridobil, da bi mu pomagala pobegniti iz države. Tako pišejo tožilci. Pomembno je poudariti, da je istega meseca, ko tožilci trdijo, da je ta komunikacija potekala leta 2025, velika porota okrožja Harris v Teksasu obtožila Leeja zaradi kaznivega dejanja najtežje oblike umora v primeru smrti njegove žene. Torej, pogovorimo se o dokazih na tej točki. Imamo to obdukcijo, ki naj bi pokazala, da je bila Krista zadavljena do smrti. In potem so bile tu te zgodbe, ki so opisovale moškega, ki naj bi bil nesrečen v zakonu, hkrati pa se je zdel, kot da izgublja nadzor nad svojim življenjem. Zdaj smo v letu 2026 in 4. maja so tožilci vložili dokument, v katerem so obtožili Leeja, da je kršil pogoje varščine. Trdijo, da so 1. maja oblasti prejele opozorilo z GPS naprave, ki jo je nosil Lee, da je bila naprava tik po 11:20 uri prirejena. Oblasti so poskušale stopiti v stik z Leejem, a pravijo, da jim ni uspelo. Danes smo govorili z Leeyevim odvetnikom. Njegovo ime je Dick DeGuerin. Je odmeven odvetnik za obrambo, ki je imel v svoji karieri nekaj razvpitih strank, kot je Robert Durst, ki ga morda poznate kot osrednjo osebo HBO-jevega dokumentarca o resničnih zločinih The Jinx. DeGuerin nam je povedal, da je Lee Gilley domnevno zapustil državo, najprej pobegnil v Kanado, nato pa odletel vse do Milana v Italiji. In tam je Lee Gilley trenutno v priporu. DeGuerin nam je povedal, da ni prepričan, kdaj je njegova stranka zapustila Združene države. Povedal nam je tudi, da poskuša stopiti v stik z Leeyem Gilleyjem, vendar mu do zdaj še ni uspelo govoriti z njim. DeGuerin je za KPRC TV povedal, da oblastem v Milanu, ko je Lee pristal, očitno niso verjeli njegovim identifikacijskim podatkom. Njegov odvetnik pravi, da se je nato sam identificiral in Lee je trdil, da je v Teksasu neupravičeno preganjan ter da želi azil. Zanimiv del tega je razlog, zakaj je morda odšel v Italijo, namesto v katerokoli drugo državo. Zakaj bi odšel v Italijo, je zanimiv del tega, o katerem bomo govorili z našim gostom čez trenutek. Ko je Lee pristal v Italiji, je domnevno trdil, da mu grozi smrtna kazen. Želim, da si to zapomnite. Lee se sooča z obtožbo za umor, za katerega je lahko izrečena smrtna kazen, vendar je DeGuerin povedal za KPRC, da tožilci nikoli niso rekli, da v tem primeru zahtevajo smrtno kazen. Naslednji datum sojenja za Gilleyja je določen za 5. junij. Zdaj se nam pridružuje, da podrobneje spregovorimo o tem primeru in postopku vračanja Leeja Gilleyja v Združene države Amerike z Ericom Faddisom, odvetnikom za kazensko obrambo. Vedno je dobro, da ste z nami na Law and Crime. Torej, Lee Gilley je v priporu v Milanu v Italiji. O tem, kako mu je sploh uspelo priti v Italijo, je veliko zapovedati. Toda zdaj, kakšen je postopek njegove vrnitve v Houston?
Seveda, Kris. Gre za precej zapleten postopek izročitve. Vključeval bo ne samo zvezno državo Teksas, ampak verjetno tudi zvezno vlado. To je pravzaprav diplomatski postopek, pri katerem se mora naša zvezna vlada povezati z Italijo. Obstaja več zahtev, ki jih je treba izpolniti, da bi bila Italija pripravljena izročiti obtoženca nazaj v Ameriko, nazaj v Teksas. In kot sem rekel, je to precej zapleten postopek. Predvidevam, da se trenutno že izvajajo ukrepi v tej smeri. Tako njegov odvetnik pove nekaterim lokalnim televizijskim postajam, kako naj bi se to, kolikor ve, zgodilo. Lee Gilly v nekem trenutku, ni jasno kdaj, iz ZDA odleti v Kanado ali pride v Kanado, nato pa odleti v Italijo. Na kontrolni točki v Italiji pride do nečesa, kar se italijanskim oblastem zdi sumljivo glede njegove identifikacije. In takrat pove, da je v Združenih državah neupravičeno kazensko preganjan in da bi rad zaprosil za azil. Kako to poteka? In danes veliko govorimo o azilu, veste, na različnih področjih, zagotovo tudi v politični sferi. Kako to poteka? Ampak v takšni situaciji, kako to poteka, ko nekdo pride na kontrolno točko na letališču in reče: želim zaprositi za azil? Veste, v večini držav je prag za pridobitev azila višji kot zgolj to, da imaš kazenski postopek proti sebi in misliš, da si bil neupravičeno obtožen. To verjetno ne bo dovolj. Običajno obstaja formalen pravni postopek, pri katerem mora nekdo predložiti dokumente. Dokazujejo preganjanje. Pogosto je to povezano s preganjanjem etničnih ali političnih skupin. Obstajati mora grožnja s smrtjo ali resno telesno poškodbo. Vse te stvari morajo biti dokumentirane, da lahko država sprejemnica na to obravnava prošnjo za azil. Ampak preprosto, veste, da se pojaviš, te ustavijo in rečeš: hej, proti meni teče postopek, za katerega mislim, da je izmišljen, to ne bo dovolj. Ja, in zdaj bo, predvidevamo, prej ali slej prišel nazaj v Združene države. Ne vemo, zakaj je Italija kraj, kamor bi šel. Vendar se zdi, da ima ta država dokaj dobre odnose z Združenimi državami. Mislim, kakšne ovire. Predvidevam, da bi bilo, če bi šel v Italijo, v primerjavi s tem, če bi recimo odletel v Moskvo, lažje. Domnevam, da bi bilo vrniti ga v ZDA iz Moskve nekoliko težje. Kaj vam najbolj pade v oči glede dejstva, da je šel prav v to državo? Nekaj pomembnih točk glede tega, Kris. Torej, obstajajo nekatere države, ki običajno ne izročajo. Kolikor vem, je ena izmed njih Vietnam. Če oseba odide v Vietnam, je malo verjetno, da jo bodo poslali nazaj. Mislim, da je izbral Italijo zato, ker imajo pogoj glede izročitve, po katerem, če osebi grozi smrtna kazen, je Italija veliko bolj zadržana pri izročitvi te osebe. In po mojih informacijah Italija zahteva zagotovila, da tudi če je oseba lahko obsojena na smrtno kazen, tožilec te kazni ne bo zahteval. Ko Italija prejme ta zagotovila, da izročena oseba ne bo usmrčena, po mojih informacijah veliko lažje pristane na postopek izročitve. In mislim, da je verjetno, da bodo tega obtoženca poslali nazaj. To je zanimivo, ker vem, da je njegov odvetnik tudi povedal, da tožilci v Teksasu zaenkrat še niso povedali, ali bodo v tem primeru zahtevali smrtno kazen ali ne. Sooča se z obtožbo za umor, za katerega je lahko izrečena smrtna kazen. Zdi se, kot da bi mu v tem trenutku, če bi ga res skrbela smrtna kazen, lahko celo koristilo, da mu je dejansko uspelo priti v Italijo. Morda. In kot sem rekel, mislim, da je zato verjetno izbral Italijo. Prebral sem nekaj poročil o tem primeru. Moj vtis je bil, da tožilec ne bo zahteval smrtne kazni, čeprav je obtožba teoretično lahko kaznovana s smrtno kaznijo. Če tožilci v bistvu napišejo neko pismo, v katerem rečejo: hej, Italija, ne bomo zahtevali smrtne kazni za to osebo, mislim, da bo to verjetno dovolj, da premagajo to oviro glede smrtne kazni. Če bi šlo za primer s smrtno kaznijo in bi zahtevali smrtno kazen, bi imel ta človek več možnosti in bi bilo bolj verjetno, da bi ostal v Italiji. Ampak mislim, da glede na okoliščine... To ni verjetno. Ja, ne, to je zagotovo zanimiva dinamika. In preden pridemo do tega, kako bi to lahko vplivalo na njegov prihajajoči sodni proces in kako se bo vse skupaj odvijalo naprej, kako mu je uspelo priti iz države, ker če se sooča z obtožbami, s katerimi se sooča, ima očitno ta GPS sledilnik, ki ga je snel. Ali te preseneča, da pomislim na mejne prehode? In tudi, če mu je uspelo priti v Kanado, ne vem, ali se je peljal v Kanado.
O tem delu v resnici ne vemo veliko, ampak mu je uspel prečkati mejo, nekako priti iz Teksasa in nato v Italijo. Da ga na poti nihče ni ustavil, dokler očitno ni imel neke identifikacije, ki se je ljudem v Italiji zdela nekoliko sumljiva, ko je prispel tja. Presenečen sem, Krištof, da ga niso ustavili že prej. Presenečen sem, da je sploh prišel čez ocean v mojo domovino Italijo. Veš, običajno se zgodi, še posebej, če je GPS naprava odstranjena, da se pošlje obvestilo organu, ki to nadzira. Pogosto je za to osebo zelo hitro izdan nalog za aretacijo. In ko posameznik potuje, še posebej mednarodno, so uradniki, ki preverjajo, ali ima kdo od prihajajočih v državo nalog za aretacijo in jih pogosto ustavijo. Poglej, Krištof, imel sem stranke, ki so bile na pogojni kazni in sploh niso imele naloga za aretacijo. Preprosto so potovale in imele sodni nalog, ki jim je dovoljeval potovanje. In so jih ustavili ter dolgo časa zasliševali. Tako da me dejstvo, da je prišel vse do Italije, precej preseneča. Ja, res je, ker kolikor vem, je GPS naprava okoli 9. ure zvečer sprožila neko opozorilo. Eno noč. Ampak tudi, če bi se tja odpeljal, bi si mislil, da bi to sprožilo neko opozorilo. In potem bi bilo dovolj časa, da bi ukrepali. Zdaj, ko je v priporu, se bo sčasoma vrnil. Če in ko bo prišlo do sojenja, kako dejstvo, da je ta moški obtožen teh kaznivih dejanj in seveda dokazi, o katerih bomo kmalu govorili, vpliva na to, kako ga bo porota gledala. Veste, mislim, da sta tu dve možni razlagi, dva možna pogleda. Eden strani tožilstva, drugi strani obrambe. Tožilstvo bo reklo, da je to zavedanje krivde. To je oseba, ki je vedela, da se mu zanka zateguje zaradi zelo resne obtožbe umora in je poskušal pobegniti, poskušal je zbežati, poskušal je zapustiti območje pristojnosti, da ga ne bi ujeli, ker je vedel, da je naredil nekaj narobe in je vedel, da bo verjetno obsojen. Torej ima to zavedanje krivde. Obramba, kot ste omenili, njegov odvetnik, zelo nadarjeni Dick DeGuerin, ki je zelo znan odvetnik za obrambo, je izjavil, da je bil razlog, da je obtoženec zapustil državo, ta, da ga je bilo strah. In veste, morda, če je nekdo po krivem obtožen najhujšega zločina, kar jih je, ni nerazumno misliti, da bi ga to prestrašilo in bi poskušal sprejeti kakšne, veste, impulzivne, nenadne ukrepe, da bi se izognil temu, kar verjame, da je neupravičen pregon. Tako bo vse odvisno od tega, katero razlago bo porota ocenila kot najbolj smiselno, glede na vse druge okoliščine. Torej vem, da so tožilci pred nekaj tedni vložili dokument, v katerem so navedli nekaj, recimo, anekdot, ki bi jih lahko vključili v svoj primer proti Liu Giliju. In zdi se, vsaj glede na to, kar pravijo tožilci od samega začetka, da je razmišljal o tem, da bi zapustil mesto. Veste, že dan ali dva potem je dal nekaj komentarjev o tem, da bi morda pobegnil iz Teksasa, se vrnil v Južno Karolino, ali pa, veste, odšel v kakšno drugo državo. In potem, seveda, imate leta 2025, ravno ko je bil obtožen zaradi tega, govori s svojo domnevno ljubico o tem, da bi morda šel v Mehiko ali kam drugam. Kako se vse to ujema z dejstvom, da je domnevno dejansko zapustil državo? Veste, če sem jaz tožilec, so to majhni dragulji, ki jih bom predstavil poroti na sojenju, ker kažejo, kaj se je dogajalo v mislih te osebe. In z vidika tožilca, kot sem rekel, je to zavedanje krivde. To je človek, ki ve, da je kriv in ki poskuša preprečiti končni izid, da bi bil preostanek življenja za rešetkami. In pripravljen je sprejeti skrajne ukrepe, kot je pobeg z območja pristojnosti, zapustiti svojo državo in razmišljati o več drugih državah. Mislim, da bo porota, ko bo to pogledala, verjetno je sklepala, da je ta oseba mislila, da je kriva in je poskušala pobegniti, namesto da bi verjela, da je ta oseba popolnoma preganjana in neupravičeno obtožena. In zato je to storila. Obstajajo tudi druge stvari, ki bi jih lahko storil, če bi bil neupravičeno obtožen. Na primer, predstavil prepričljivo obrambo. In kar se tiče obrambe, ja, ima odvetnika z velikim ugledom. To je nekdo, ki je že prej vodil podobne primere. Ko imaš, in mislim, da je pri resničnih zločinih tako, ko ljudje slišijo, da so bile obtožbe o nezvestobi in nekatere stvari, ki jih prebereš v tistem dokumentu, bo veliko ljudi v komentarjih reklo, to je on. Mislim, nimam pojma, ali je to res storil. Seveda velja za nedolžnega, dokler se ne dokaže krivda.
Ampak za tožilca, ko imaš to, veš in lahko rečeš, hej, leta 2023 je bil to nekdo, ki je varal svojo ženo. In potem se vrne in še naprej govori s to osebo. Ta vidik nezvestobe v primerih družinskega nasilja. Kako močan dokaz je to lahko v takih primerih? Veš, res obstaja tveganje, Chris, da bo porota na to pogledala in rekla: kakšen motiv bi imel ta človek, da bi se znebil svoje žene? No, mogoče je motiv ta, da je želel biti z nekom drugim. In namesto ločitve, namesto razhoda, namesto bolj tradicionalnega ukrepa, je šel v skrajnost. Mislim, da bi porota to lahko pogledala in rekla: hej, to kaže na motiv. To temu človeku daje razlog, da se želi znebiti svoje žene, ker želi biti z nekom novim. Seveda obstajajo protiargumenti za to, vendar mislim, da obstaja tveganje, da bo porota to videla na ta način. Ker tudi, ko greš skozi obtožnico, veš, zdravniki verjamejo, da je bila to ženska, ki je bila zadavljena do smrti. In očitno obstajajo medicinski dokazi in obdukcija, ki bosta to pokazala. In potem, veš, me zanima, kot odvetnika za kazensko obrambo, kako se s tem soočaš in obstajajo medicinski dokazi, ker del tega je reči, glejte, morda mu je bilo dolgčas v zakonu, to še ne pomeni, da je ubil svojo ženo. Ko se zdi, da je bila zadavljena do smrti, kako se temu upreš pri obrambi stranke? Veš, ena stvar, na katero moraš biti pozoren, je, da ima tožilstvo svoje strokovnjake in se pogovarjajo s temi ljudmi. Včasih imajo osebne odnose s temi ljudmi. In ti strokovnjaki niso nujno 100% nepristranski. Pogosto imajo interes pri tem, kakšen bo izid. Pogosto na določene dokaze gledajo skozi svojo prizmo in to vpliva na njihovo razlago. Ocena, da je šlo za zadušitev, je mnenje. To je mnenje enega medicinskega strokovnjaka. Vendar obramba ni nenavadno, da najamejo svojega izvedenca za primere zadušitve. Morda celo opravijo svojo lastno obdukcijo. Da opravijo poglobljeno preiskavo. In rečejo, počakajte malo. Tisto prvo mnenje o zadušitvi je napačno zaradi X, Y in Z. In mislim, da ko ljudje slišijo za ta poročila medicinskega izvedenca, rečejo, to mora biti resnica. To mora biti medicinsko dejstvo. In to ni nujno res. Ja, in mislim, da je to celo, veste, zelo drugačna situacija. Jeffrey Epstein je glavni primer. Veste, v nekaterih primerih bodo rekli, da se je nekaj zgodilo, potem pa bodo drugi rekli, ne želimo odpirati te teme. Veste, danes v tej zgodbi se ne bomo spuščali v to temo. Predvideno je, da bo šel na sojenje. Ravno gledam KPRC v Houstonu. 8. junij je bil zadnji določen datum sojenja. Dejstvo, da je v Italiji, in če pomislite na postopek izročitve nazaj, morda na ovire, ki so zdaj postavljene zaradi tega, kar je naredil. Mislim, kako mislite, da bi lahko izgledal časovni okvir za naprej? Ja, dobro vprašanje. Veste, Italija bo želela videti obtožnico, v kateri so navedene obtožbe. Želeli bodo videti tudi izjavo pod prisego, ki podpira utemeljen sum. Želeli bodo zagotovilo, da obstajajo pomembni dokazi proti temu človeku. Veste, pogosto pri izročitvah, če država, ki prejema, ne ugotovi utemeljenega suma, če država, ki prejema, reče, hej, mislim, da ni niti najmanjšega dokaza, ki bi podpiral ta kazenski pregon, kar lahko zelo oteži izročitev. Zato mora vlada zagotoviti te materiale. Italija jih mora pregledati. Morajo urediti logistične postopke za prenos osebe v priporu, obtožene umora, nazaj v drugo državo. Mislim, da govorimo o tednih. Ali bo to povzročilo preložitev datuma sojenja? Mislim, da obstaja velika verjetnost, da bo. In še zadnje, ko so ga aretirali, so ga policisti obtožili najtežje oblike umora. Ima svoj prvi nastop na sodišču. Varščina je bila določena na $1 milijon, nato pa je uredil poroštveno varščino v višini $1 milijon in je lahko odšel na prostost. Glede na to, mislim, kako pogosto se zgodi, da je obtoženec za najtežjo obliko umora lahko na prostosti tako dolgo, kot je bil on. Mislim, zdaj vem, da je bila varščina preklicana in veš, ko pobegneš iz države, se stvari spremenijo. Ampak na splošno se zdi presenetljivo, da bi nekdo, ki mu grozi taka obtožba, lahko preživljal čas doma z GPS nadzorom namesto v priporu pred sojenjem. To je precej nenavadno, Kristof. Veš, v Koloradu, kjer večinoma opravljam odvetniško prakso, ima sodnik diskrecijsko pravico, da sploh ne odobri varščine, kadar je vložena najvišja obtožba za umor.
In dejstvo, da je sodnik odobril varščino in da je ta oseba očitno imela sredstva, da je pomagala poroku pri njenem plačilu, je precej nenavadno, da se lahko nekdo proti obtožbi za umor brani s prostosti. Ampak, kot si rekel, vse to bo izginilo. Varščina bo preklicana. Dolžan bo poroku ogromno denarja. Poleg tega bo verjetno obtožen tudi kršitve pogojev varščine. Poleg tega je to dejstvo, ki po vsej verjetnosti kaže na zavedanje krivde. Izkopal si je še večjo luknjo, iz katere bo moral poskušati splezati, ko se bo sojenje začelo. Pravzaprav si izpostavil dobro točko. To bi verjetno moralo biti eno izmed mojih prvih vprašanj. Torej, on uredi to poroštveno varščino. Kako dejstvo, da je potem domnevno pobegnil, vpliva na finančno situacijo in na to, kako ves ta sistem deluje? Popolnoma. Torej, kako to običajno deluje, Kris, je tako, da je recimo v tem primeru milijonska varščina. Obtoženec gre k poroku in reče: hej, ne morem položiti milijona. Mi lahko pomagaš to položiti? Porok reče: hej, potrebujemo vsaj 20% od tega, torej $200,000. Obtoženec da poroku ta denar. Obtoženec obljubi, da se bo udeležil vseh prihodnjih sodnih obravnav, ker to je tisto, kar porok v bistvu obljublja sodniku. In ko je ta pogoj kršen, je ta varščina preklicana. Porok najverjetneje izgubi ta denar in ga mora poskušati osebno izterjati od obtoženca, kar pa se zdi, da mu verjetno nikoli ne bo uspelo. Torej, to je prava zmeda. In temu človeku nikoli več ne bodo odobrili varščine, če bi mu v tem primeru nekako uspelo napredovati. Dolgo časa bo za zapahi. Tudi kršitev pogojev varščine običajno pomeni precejšnjo zaporno kazen. Ja, omenili ste, da je šel v Italijo in to bo verjetno končalo vsak prihodnji pogovor o varščini. Erik Fedis, kazenski zagovornik. Odlično je bilo govoriti z vami o tem primeru. Hvala, da ste bili z nami. Vedno v veselje. To je vse za današnjo oddajo Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Oddajamo tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.